Potem bi pa kar predlagal, da pravzaprav na nek način začnemo s to razpravo, ki smo jo usmerili v že samem naslovu, da bi govorili o smernicah za prihodnost. Tako da bi prosil Dejana Komelja, ki je ne samo vodja raziskovalne dejavnosti na našem inštitutu, ampak tudi eden izmed urednikov in član programskega sveta tega projekta, da pravzaprav Dejan začne s to razpravo, ki naj bi vsak med nami si lahko vzel recimo dobrih 5 minut. Imam še nekatere tekste od avtorjev, ki niso mogli danes priti na to razpravo in jih bom poskušal tudi prebrati. Tudi Dejan. Najlepša hvala za besedo. Moram zahvala vsem avtorjem in avtoricam v tem zborniku. Temu primerno bom jaz uvodoma kratek, ker imamo naslednji teden, to bo stališča urednikov postavljeno diskusijo. Torej, uvodoma bi pa pripomnil tole, da med enim in drugim delom zbornika so se v Sloveniji pripetile volitve, dvojne volitve celo. In da ko je prvi zbornik šel, pač mislim, da je bil tudi narejen v tem smislu, da se neke vrednostne smernice postavljajo, mogoče tudi neki napotki. In v zvezi s tem moram reči, da domnevam, da se je situacija, kar zadeva razmere in razmerja v Sloveniji po volitvah, seveda prvi vrsti mislim državno-zborske volitve, zaostrila. In mislim, da se je zaostrila do te mere, da lahko to situacijo, ko je Adam omenil prej ta zgodovinski vidik, primerjamo s tisto situacijo začetka 70-ih let prejšnjega stoletja, ko je v tedanji, sicer, kako bi rekel, dokaj enotni politični usmeritvi prišlo ne samo do diskusije, ampak tudi do razloma glede razvojnih možnosti Slovenije v vseh ozirih. Jaz sem, tako kot sem se s to situacijo bavil, je to temeljito določilo, kakšen je bil razvoj Slovenije. Še več, mislim, da je določilo tudi pogoje osamosvojitve, predvsem pa tisto, kar se je po osamosvojitvi Slovenije in demokratizaciji dogodilo. In danes torej za podpreti to mojo tezo, seveda, mislim, da jo lahko podprem samimi tezami avtorjev in avtoric v tem zborniku, pravzaprav vsi družbeni sektorji, od zdravstva, izobraževanja, znanosti in v prvi vrsti gospodarstva, torej to, da se je po teh volitvah v taki meri sprožilo ravno vprašanje, v kakšni smeri se bo Slovenija gospodarsko razvijala, in to seveda ni naključje, zato, ker je po mojem tu prišlo do enega političnega premika, ki ni dovoljeval, da bi politične sile na Slovenskem, tiste, ki so seveda najbolj prezentativne, stople v tej situaciji, torej tu se strinjam tudi s profesorem Adamom, da moramo gledati pozicijo Slovenije znotraj Evrope in znotraj pač globalnega sveta, ki bi dovoljevala, da Slovenija pač določi svojo smer. Mislim, da trenutna politična konstelacija, jaz sem se malo zafrkaval v mojem tekstu, s tem vidikom, kako se lahko pač določeni volilni izidi in vse to tudi realno pokažejo v sedežih v državnem zboru in opozicija in vlade in tako naprej. Torej, vse ta razvoj poznamo in jaz mislim, torej to je moja teza, da ne dovoljuje pač razvoja tistega, kar so tudi avtorji in avtorice v tem zborniku predstavljali kot neko pot v prihodnost.
Slovenije. V tem vidim tudi prispevek obeh dveh zbornikov k trenutni situaciji v Sloveniji. Zdaj seveda, kakšen bo tu medijski odziv, me niti samo po sebi tudi ne neposredno toliko zadeva, ker pač verjetno tudi mediji so samo še ena od strani v igri, tudi če zbiri domnevajo, da jo vodijo, ampak tu seveda nastopi vprašanje seveda v kakšno smer. Torej, toliko bi za uvod podal.